Spoštovani, sem Siolov filmski kritik Igor Harp in danes mi je veselje v studiu pozdraviti Manco Trampuš, glasbenico, igralko, plesalko, znano predvsem kot vokalistko in kitaristko skupine Koala Voice. Zasavska rock zasedba je že desetletje ena najbolj priljubljenih v Sloveniji in tudi v tujini. Manca Trampuš pa poleg koncertiranja uspešno sodeluje tudi v raznih plesnih in gledaliških predstavah. Ena trenutno najbolj odmevnih pa je posvečena Srečku Kosovelu in jo ustvarja skupaj z Nikom Škrlecom. Manca Trampuš, pozdravljena. Živjo. Torej, dajva najprej nasloviti napis Za nama. To je referenca na pesem Postapokaliptični svet iz plošče Plata. Ali vas res ne skrbi, kaj bo v postapokaliptičnem svetu? Seveda, da nas skrbi, ampak mlih se mi zdi, z glasbo probamo vsaj tudi kak odmik, mogoče dajo kak svet, kjer pa nas ne skrbi narediti, no. Tako da je bolj tako ironično vse skupaj. Pri nas dostikrat v bistvu. Tudi ker tu je vse tako lepo, tu nič me ne boli, je v svojem sržu ironičen komadno. Ja. Torej, a vas skrbi apokalipsa drugače, ali to pač... Mislim, da nas skrbi čistko, kam vse gre svet in kako mi vsi jadramo z njim in kje bomo pristali in tako. Mogoče na Marsu na koncu. Zdaj, ravno kar ste dali nov singl, nič ne rabim. To je drugi singl iz prihajajoče plošče, prvi je bil Admiral. Zdaj obe pesmi imata ta značilni ritem pa zvok Koala Voice, besedila pa so malo bolj preprosta pa zelo igriva. A je to nek ton, ki ga lahko pričakujemo za celotno ploščo in kaj še lahko poveste o tem? Jaz mislim, da igrivost je nasploh neka stvar, ki jo že od začetka nekako nosimo s sabo. No. Tudi Vertigo, ko so jih preomenila, Plato, se začne, samo igramo se, dokler ne umremo. Ne. Tako da mi se konstantno probamo igrati, ker je to nekako poanta življenja. Tako da to je sigurno neka rdeča nitka bo, ki jo ohranjamo. Preprostost pa jaz ne vem, razumem to malo tako. Admiral, recimo, zdaj, kaj je bil naš prvi singel za to novo ploščo, se lahko razume kot nek preprost tek, zato ker je repetitiven, zato ker je v bistvu malo izbranih besed, ampak v tej neki preprostosti je ena abstraktnost, ker pa mislim, da dela ta komad v bistvu kompleksnejši zaradi tega, ker pač poslušalcu prepušča neko interpretacijo, kaj vidiš v teh besedah, kaj je to, kdo je ta admiral, je to človek, je to metulj, ali kam gremo. Tako da se mi zdi, da mogoče jih to, preigravanje med tem, kaj je zdaj preprosto, kaj je kompleksno. To nekako je mogoče bolj poanta, kot da bi se odločili samo na kak način bomo pisali. No. Tudi to naslednjo ploščo, ampak mislim, da govorim to za vse, ki smo jih do zdaj naredili. Kaj pa še lahko zvemo v naslednji plošči? Kak bo naslov, kaj takega? Kdaj to približno? Še ne moramo zvedeti. Naslova še ni. Ne, v bistvu je situacija ta, da bomo šli zdaj snemati to ploščo. Okay. Ja, tako da so stvari še dosti odprte. Zato tudi ne morem čisto točno povedati, kam gremo. Lahko samo tako bežno povem, kaj je nekako naša smer, želja. Tako da imamo neke pripravljene kar nekaj komadov, ki pa jih moramo zdaj valjda posneti in zapakirati in v bistvu celotno Plato kot koncept. To bo potem bolj jeseni. Ja, zdaj maja gremo snemati, tako da to lahko rečem. Maja se bomo zaprli, zdaj smo imeli v bistvu aprila, pa to pomlad smo imeli kar aktivno, kar se tiče koncertov, zdaj pa bomo imeli ta maj za v bistvu kreativo, da se malo zapremo, da zrihtamo, da posnamemo, da smo malo skupaj tudi na ta način. Torej, aktivni ste že več kot desetletje, ali ste, ko ste prvenec snemali, pa že predtem mislim, da ste bili na tej Ereševi maraton, se vam je zdelo, da to bi pa lahko bilo to pa lahko delam še 10 let? Jaz takrat nisem imela pojma, da bo to nekaj, kar bom lahko počela še 10 let. Bilo mi je sam pač žurka mi je bila. Meni je bilo noro, da sem sploh našla eno v takem majhnem kraju, iz katerega smo, da sem našla, da smo se našli med sabo te ljudje, ki smo imeli to željo po nekem ustvarjanju glasbe in da smo to lahko prenesli na odre in da smo imeli te špile. Meni je bilo to noro, nisem razmišljala zares o tem,
kam zdaj to gre, a ima to nek cilj, ampak je šlo res sam za neko to iskro potem, da smo imeli opcijo to delati. No. Ampak to se je potem pa z leti nekako prekotalilo to, da smo imeli razmislek, ok, dobro, ok, dajmo se zdaj tega lotiti, tako da bo to naše življenje. In pa zdaj to že pol mojega življenja je v bistvu ustvarjanje s Koala Voice, kar je kar noro, tako da se moramo vsake tako malo ščipati, pa bi tako 6. plato greš snemati, to je kar crazy. No. Ja. Zdaj, Go Disco Go je bil kar takoj že single, hit. Ja, prvi single. To je kar nenavadno, običajno pač bendi nekaj časa gradijo. Ja, mislim, da je bilo tudi odvisen malo od tega, kak čas je bil takrat. Nekako je bil to nek začetek tega, kar se zdaj dosta omenja, ta nek novi val glasbe. Mislim, da smo bili tle na tem prelomu v bistvu s tem komadom, da je bila potreba po nekom novem tudi, da niso bi samo te ustaljeni rockerji, ki so sicer all my respect, ampak da se je začel dogajati tudi nekaj novega, neka nova scena. No, mislim, da je disko takrat to malo nagovoril, neko novo, z neko to igrivostjo spet se mi zdi. To se potem tudi pozna pri filmu pa serijah, ki so zelo pogosto uporabili to pesem, ker film je pač zaradi dolgotrajnega procesa malo zadaj za glasbo, običajno pri kreativnosti, ne pač na istem valu. Ne? Ja. In vem, da non-stop sem vem, vsak drug film je potem vključil to. Ne? Ja, je bil, v bistvu je bilo kar nekaj glasbe uporabljene v filmih v zadnjih letih. Tako, z vsakega albuma se mi zdi, se najde potem nekdo, ki nas kontaktira, če lahko se zmenimo za sodelovanje. Zdaj, če se ne motim, ste dokaj hitro začeli tudi v tujini koncertirati. Kakšne so v bistvu poti za slovenske skupine, da pridejo na ene tuje odre? Kaj je treba narediti ali imeti poleg sreče? Treba se je pač lotiti, ne. To je en tak zelo, zelo velik zalogaj, ki se ga je treba tudi tako vzeti, ker ni lahko. Mislim, da se najbolj splača pač v bistvu to, da se ti vračaš v tujino, ne, da ni to sam enkrat greš nekam. Zato je, ker prvič greš nekam, greš malo na blef, malo srečo iskati. Ampak je pa res, da lahko pol špilam v nekem klubu, tam zveš v bistvu, da si ti bil danes v napačnem klubu, da tle ni folk zate in da prid še enkrat, špilajte v unem klubu, ne, ta drugem, tam je recimo vaša publika in na ta način v bistvu počas gradiš s tem, da se vračaš na neka mesta, no, in to se mi zdi, da je najbolj ta moment. Se mi pa zdi dobro tudi to, da se čez dalje več se mi zdi slovenskih glasbenikov nekako vrača tudi v tujino, tako da se neke spremembe kažejo. No. Kaj to pač deluje, da imate nekega agenta ali da sami poskrbite, da pač kontaktirate vse in potem splanirate, torej ne vem, gremo Češko, pa gremo 3 mesta po Češkem. Mi smo malo na različne načine probavali te stvari, ampak ponavadi se je nekako izkazalo iz tega, da smo dobili recimo povabilo na kakšen festival v Španiji, recimo, na jugu Španije in potem smo do tam to pot izkoristili in naredili v bistvu turo, ki je pa bila sestavljena iz tega, da smo kakšne klube sami kontaktirali, kakšne navezave so se mogoče zgodile na kakšnih drugih festivalih, tako da je neko to, dosti je tega, da sam narediš veliko. No. Smo pa tudi delali in z menedžerko in pač probavali različne variante. Trenutno smo pa glede tega kar indie band in smo sami zadostvali. Zdaj, kje v tujini pa vas je najbolj presenetilo, kako vas je publika sprejela, v kateri državi oziroma mestu? Zdaj imam to Španijo spet v mislih. Lepo je videti, mislim, v bistvu je tako, ne, v Španiji zdaj, ko sem začela razmišljati, mi je bilo noro videti, kako nekdo poje ti nazaj, kar v slovenščini. Ta moment se mi zdi, da najbolj fascinira vse slovenske glasbenike, ki grejo v tujino, to je nekaj posebenega. Je pa tudi nekaj lepega, se mi zdi, da na Balkanu, kadar gremo igrati Srbija, Hrvaška, Makedonija, Bosna, te države imajo pa nek ta, se mi zdi, da se neko to gostoljubje, nekaj se tam tazga zgodi, da smo res vsi kolegi, no in imam tudi ful lepih spominov na to. V katerih pa ste bili tako, da je bilo najbolj nenavadno zdaj Španija, recimo, ne? Zelo redko, da slovenski bendi koncertirajo, kje drugje pa še? Bili smo v Španiji, bili smo takrat 2019 je bilo in španska in nemška turneja, tako da smo bili tudi po Nemčiji. Igrali smo tudi Nizozemsko, Estonijo, Poljska, Češka, Slovaška,
V bistvu tako od Evrope se mi zdi, da nam sam ta Francija skozi preži. Ampak ja, dosti neke Evrope smo v bistvu preigrali. No, ja. Tudi v Angliji smo bili v Liverpoolu na enem festivalu. Koliko pa je pandemija potem vplivala na koncertno sceno, ker je kar... Ja, precej, to se je, pa nas je to zelo v bistvu poznalo. Takrat, se pravi 2019 je bil leto, ko smo mi se pravi imeli 2 mednarodni turneji, začetek pa konc leta, kar je bilo in se stvari zelo začele dogajati, potem pa valjda s covidom se je malo vse ustavili in smo se tudi mi takrat v bistvu ustavili, ampak se mi zdi, smo dosti izkoristili to pandemijo, na nek način smo takrat v bistvu posneli plato in se sfokusirali pa v bistvu na ta kreativen del, pa potem v bistvu na Slovenijo, no, pa da smo tukaj nazaj, da smo se tukaj zalaufali, tako da to je sigurno bila neka ta pot, ki se je zgodila očitna. No. Se pa zdaj, se pravi, v zadnjih letih spet vračamo, predvsem recimo na Balkan, to je neka stalnica, kamor hodimo. No. Ja. A je danes glasbenikom lažje prodreti na tuje trge, ko obstajajo te globalne pretočne glasbene storitve, pač YouTube, Music, pa Spotify. A potem pač, mislim, ker publika dosti lažje potem najde, ne rabi iskati plošče ali pa na radiju. Koliko to vpliva? Če sem tako nek tak romantik, pa so mi te platforme ne najbolj ljube. Pa po eni strani se mi zdi, da predstavljajo problem zato, ker je ta poplava zdaj vse te glasbe. V bistvu je ratal teži to, da se ti ven pokažeš. Ne, tukaj sem iz vsega tega gromozanskega morja teh glasbenikov in komadov. Tako da na nek način, kakšne stvari so sigurno lažje, ne? Lahko te sliši nekdo res čisto na drugem koncu sveta, po eni strani pa kako prijeti do njega, kako odvigati to svojo roko, ta moment je pa siguren težji, kakor. Ja, no, ampak mislim, ko vidi po mestu plakate Koala Voice, ima možnost pisati v telefon. Sigurno je neka dostopnost, ne? Dostopnost, ampak jaz mislim, mislim, nasploh po mojem smo v bendu vsi, no, nekako tudi pristaši teh fizičnih albumov, vinilko resnic. To nam je vsem blizu. Jaz tudi pač zbiram, se pravi, tiste izvajalce, ki so mi ljubi, pač podprem, kupam ploščo, tako se mi zdi, da na ta način še zmer, vem, da na ta način še zmer več dam supporta bendu, kakor pač v bistvu z nekim sam poslušanjem. Koliko pa vi na koncertih potem tudi svoje plošče prodajate? Koliko to gre? Mislim, pač koliko je to je v bistvu en tak prihodki? To je splača? Dober način, kako podpreti band. Če greš na, prvo kot prvo to, da greš na koncert, koncerti so res en ta prav pokazatelj in pa s tem, da kupaš nek merch, ali je to vinilka, majica, to je nek ta direktna podpora bandom. Sem prepričana, da vsaj v Sloveniji je to po mojem res ta najbližje, ker lahko direkt rečeš bandu, dober si mi podpirate, še naprej to deli. Globalno je najbrž v bistvu so te platforme pretočne, večji prihodek predstavljajo komu drugemu, no, kakor mogoče se mi zdi nam tle na tej sceni. Tako da smo dosti tudi tle aktivni. Pa tudi ten zabaven del je. Mislim, meni je nekaj ful dobrega, v bistvu posnet album, muziko, pa narediti potem to neko fizično, vizualno podobo, nek tak celosten izdelek, vsaj skupaj rata nekaj, kar lahko primeš in ima to neko večjo vrednost. No. Tako da skozi strmimo k tem. Ja, jaz se spomnim, že ko sem odraščal, so Pearl Jam naredili pesem o tem, o Spin the Black Circle, o užitku poslušanja LP-k. Ja. No to, tam se vračamo, evo ga. Glih to, glasbeniki po vsem svetu pravijo, da so te platforme pa dejansko problem, ker ne dobijo veliko denarja od tega, ker se ne da od tega živeti. Mislim, to še sploh velja pa za manjše sploh na način, kako zdaj delajo. Mislim, je sploh relevanten vir prihodkov Spotify za vaš band? To sploh nekaj, kar opazite? Sigurno vsako stvar opaziš, ampak ni pa na ta način. Mislim, mi smo ipak live band, tako da nam je največji, to so koncerti, največji žur nam je tudi to, tako da nekako tudi delamo pol v tej smeri. Siguren smo hvaležni za vsa poslušanja, ampak ni to nekaj, kamor bi, na kar bi se naslonili. Zares. Besedila so v različnih jezikih, poleg slovenščine, tudi v angleščini, hrvaščini, ena je celo v francoščini. Kako se med ustvarjanjem odločite,
katerem jeziku boste to? Dosti spontano prije do tega v bistvu. Nekako ponavadi iz samega inštrumentala, iz džemanja, se na isti način včasih začne pol improvizirati, ne samo glasba, ampak tudi neko besedilo. In se mi zdi, da gremo zelo po občutku, no, kam nas nekaj povleče. Je pa res, da se nikoli pol ne ostavimo, da je to mogoče ta širina, ki si jo pustimo. Da če je pač tekom džema nam zasedel nekaj v angleščini, da se ne sprašujemo zares, ima zdaj to smisel, zakaj bi zdaj to delali v tem jeziku, ali ne, ampak da gremo pol s tem in gremo s tem komadom in stojimo za tem, da je tako, kar je z razlogom. Ne. Yeah. Tako da ja, na nek feelingaški način, kar se tega tiče. Pa to, da si puščamo v bistvu odprt to. Se mi zdi, da je to zelo dobra praksa, ki smo jo znotraj našega tega ustvarjalnega procesa uspeli doseči, da smo dosti odprti vsi, da gre, pa da lahko tudi, ne vem, kdorkoli od nas 4 napiše besedilo ali pa ga zapoje, pa da je vse to tako, vse je samo koalavo iz neka mineštra, niso ločene čisto stvari, ne. Kolektiv. Ja, v bistvu, ja. Pa imate za določene komade potem verzije tudi v drugih jezikih narejene, ali te prakse niste izvedli nikoli? Torej, če je v enem jeziku, je v tem jeziku. Bolj mogoče se kdaj pohecamo, koliko bi bilo smešen, koliko bi se nam čudno zdel, recimo, če bi bili, na primer, Vukovi, ki je v srbohrvaščini komad, da bi bili komad v slovenščini. Čisto bolj v smislu neke fore smo ga mogoče probali kdaj. In si na nek način malo tudi potrdili, da nam je v bistvu res tista verzija, za katero smo se odločili, da nam je ta, ki nam drži, no. Ja, ne, mislim bolj, dostkrat so bendi naredili komade pol še v angleščini ali pa... Za neko potrebo po nekem turanju. Ja, ne, mi v bistvu to nikoli nismo delali. Še najbolj zabavno se nam je mogoče zdelo, da, ko smo tudi v tujini, da igramo in angleške in slovenske in videti lih to reakcijo na slovenske komade je mogoče največji, še najbolj zabavno del tega, ne. Ker je. Sigur Ros ni nihče rekel, zdaj pa dajte prevesti. Ja, se to. Noben ne zna islandsko. Se to, ja. Za drugo ploščo Wolkenfabrik ste besedila uvedli tudi družbeno angažirane teme, vsaj večkrat v prvi. Recimo Oxygen Thief, ki je vsaj delno o onesnaževanju zraka. Pa me zanima, se to nanaša na planet ali mogoče specifično na Zagorje, oziroma Zasavje ali pa tudi Ljubljano, ne, na zadnje. Mislim, da je bil v bistvu ta prvi navdih, ker ta del govori v bistvu Bobnar. Ja. Miha ima astmo in to je v bistvu iz njegove osebne zgodbe malo izhaja ta monologec vmes. In mislim, da se veže predvsem na Zasavje, ampak je lih to, no. V bistvu je stvar tako zastavljena, da je lahko bereš v različnih, malda, tudi v smislu Ljubljane in v smislu planeta, ne. Ja, je nek tak opomnik. Mislim pa ampak slab zrak je. Izhaja pa dejansko iz njegove neke osebne, no. Ja. Večino besedila pa sploh ni o tem, ne? Ampak to je nek to je ta klasičen primer tega, kako v bistvu tudi mi znotraj benda, mi 4 drugače tudi dojemamo kakšne stvari, pa džeme, ki jih igramo in da lih to, da pustimo, da se pol zgodijo tudi te stvari, da gre komad pol še nekam drugam, zato ker gre lahko in ker če je v Mihe tu spodbudil to, bom mogoče lahko tudi v kom drugem, ne, in je nekako ta preplet smo, ga nismo nikoli zares dajali pod vprašanje, je to v redu, ko v bistvu je iz te besedne igre Oxygen Thief, je nekako ta asociacija prišla do tega, ne. Ja. Je pa komad seveda bolj v neki osebni stiski, se mi zdi, da govori, no, če bi jo tako povzela. Zdaj, rock glasba zelo izhaja iz enih protestniških gibanj. Ali se vam zdi, da je še danes tako nasplošno sodobni glasbi zdaj? Ne vem, Zdi se mi, da je zelo tako odvisen, kako ti dojemaš, kako se loteš nečesa. Nam osebno je bil skozi nek ta mal punk odnos, nek ta iskren v faco povedati odnos blizu, tako da iz tega mogoče vsaj še zmer poistovetem. Pa mislim, da so tudi bendi, ki na ta način delajo, ampak se mi zdi pa ni nujno, no, tako bom rekla. Vsega imaš pomalo, važno je, se mi zdi, da znotraj tega žanra najdeš ta nek svoj džir, ne. Način komunikacije. No. Ja.
Zdaj, še en primer te vaše družbene angažiranosti je pa pesem Sierra, ki se besedilo doteka dveh pomembnih tem. Eno so droge, drugo pa je izseljevanje mladih. Pa me zanima, koliko je vaši generaciji prisotno sploh tale tema z izseljevanjem, ki ogromno ljudi se je izselilo iz Slovenije, službe v Evropski uniji in tudi drugod. Koliko je to nekaj, kar začutite bolj kot recimo naša generacija, ker je, ne vem, vsake toliko mogoče došel? Ja, sigurno se je nekam zapisali, zato je tudi so bili neke vzgibi za ta komad. Besedilo je napisal naš kitarist Domen Holc, tako da bi ti on malo bolj znal povedati zdaj, kaj je njega privedel do tega, ampak ja, jaz sigurno vsakič, ko pojem ta komad, pomislim na vse neke te tudi svoje frende, ki so mogoče šli, pa niti ni nujno, da so šli daleč, ne? Da so se preselili, da so se znotraj Slovenije tudi preselili nekam. V bistvu meni osebno ta komad govori tudi malo o teh pač izgubljanju nekih stikov, ki bi si jih želel še imeti. No. Ja. Tako da ja, so siguren vplivi. No. Pa povezanje mogoče tudi s tem, takrat, ko je nastajal Vulkan Fabrik, smo mi dosti že turali, dosti smo igrali po tujini in se mi zdi, da se tudi te stvari so se dosti pol nekako nalepile tudi na glasbo, ki je bila na drugem albumu. No. Nekako smo itak te neke spužve in smo srkali iz različnih okolij in ne samo, da se drugi odselijo, ampak tudi to, da smo mi bili nekje. Tako da so se vse te stvari nekako zapisale noterno v to ploščo. Ja, tudi naslov smo za to plato dobili, ko smo bili na Nizozemskem, na enem festivalu. Je bil tam en tak velikanski napis Vulkan Fabrik in je tudi to se že zapisalo. Ja. In kaj so delali oblake? Ja, v bistvu je bilo neka zapuščena tovarna, ki se je potem tekom tega nekega festivala malo prelevila v nek prostor, kjer smo se lahko tudi ustvarjalci zadrževali in tako. Tako da je bila na nek način neko grajenje oblakov, gradov v oblakih in to, neka ta ideja. Ja. Iz nečesa, kar je pač spuščalo prej parov kot te vrste oblakov. Tako da nam je bilo nekako ta ideja, nam je bila takrat ful. Zelo. Trenutno pa poleg Koala Voice ste tudi v predstavi z najbolj nenavadnim naslovom, ki je Srečkon strip predstava, je res čudno naslov za predstavo. Sem imel priložnost to gledati in je super. Zdaj primarno je to posvečeno Srečku Kosovelu in stripu o njegovem življenju, ampak z Nikom Škrlecom to izvedete kot nek družbeni eksperiment v bistvu s publiko in njih vključite in hočete, da sodelujejo in se tudi oni odpirajo in povejo, kaj o sebi in Kosovelu. Ja. Nekak je poanta je v bistvu ustvarjanje, približati ne samo Kosovela kot človeka, to je bilo v prvem planu, je to, kako približati Kosovela kot človeka, kot nekoga, pač, ki je ustvarjal, ki je pač njegovo delo, ampak ne na način, kot so mogoče kakšne druge predstave. Še posebej ne na nek ta predavanje način. Tega nismo zares hoteli. In tako je v bistvu šlo na to, da smo se začeli že na vajah pogovarjati o mojem načinu ustvarjanja, o Nikovem, v bistvu tudi z režiserjem smo imeli nek ta dialog in se je dosti malo začela stvar kazati, da bo nekaj tazga odprtega in da je v bistvu poanta to, da skupaj probamo v tistem trenutku tekom te predstave nekaj ustvariti in približati idejo ustvarjanja kot, da je to nekaj, s čimer se lahko kdorkoli v bistvu kamor se lahko kdorkoli malo obrne pa vrže noterno. Ja. In kako je bilo sodelovati z Nikom pri tem procesu? Super. Mislim, da sva se zelo dobro ujela. Jaz sem itak fan Nika, tako da proces je bil res, prav bi lahko rekla, da je bil en izmed prijetnejših ustvarjalnih procesov za neko gledališko oziroma performativno predstavo, stvar, ki sem jo delala. No. Ja, zelo smo se imeli dobro. Kako pa zdaj, ko smo v Kosovelovem letu in sodelujete predstavi o njem, je tudi na vašem ustvarjanju pustil kak pečat, bi lahko tako rekli? Jaz bi rekla, da ja, zaradi tega, ker se mi zdi, da se vse te stvari nekam tako zapišajo. Mogoče ne bo zdaj že direkt se pokazal, ampak včasih se mi zdi, da tudi kaj napišem, srečem pa, iz kje sem zdaj to sem
skje sem to potegnila in potem grem malo gledati za nazaj. Tako 4 leta nazaj, ko se mi je tisto nekaj tam zgodil, pa je bila to neki. Stvari se mi zdi, da se itak nalagajo. No, če se jih nekako lotiš tako, da si ta neka spužva, pol se slej, ko prej pokaže. No, in tudi se mi zdi, da to, da navdih ali pa vpliv Srečka Kosovela je sigurno dobrodošel. Tako da upam, da ga bom kje na nek način tudi jaz uporabljala. Dobro, kmalu sledi plošče, zdaj greste snemati, a boste še kaj na odrih to pomlad in poletje? Kakih festivalih? Ali? Ja, v bistvu se, tako kot sva rekla, ta maj je se bral bolj za nas. Potem pa je juni, julij, avgust, so pa vsi še kar aktivni meseci s koncerti po Sloveniji na različnih festivalih, tako da bomo jih zdaj objavili in najavili tudi ta poletni del turneje, tako da bojo lahko ljudje videli na naši spletni strani, kjer imamo vse te špile. Ja. Bo. No, super. Anca Trampuš, najlepša hvala za druženje in nasvidenje. Ja, hvala tebi.